Spoštovani ponovno izvoljeni župan občine Beltinci, gospod Marko Virok, novo izvoljeni svetnici in svetniki občinskega sveta občine Beltinci, predsednica in tajnik občinske volilne komisije, predsednik posebne volilne komisije, direktor in poslovno sekretarko v občinski upravi, predstavnikom medijev, našemu snemalcu lokalne televizije, našim gledalkam in gledalcem doma pred TV ekrani ter vsem ostalim prisotnim na današnji prvi redni konstitutivni seji občinskega sveta želim lep dober večer in prisrčen pozdrav. Lepo se zahvaljujem vsem volilkam in volilcem, ki so se udeležili volitev in nam zaupali svoj glas. Hvala vam. Zahvalo pa izrekam ponovno izvoljenemu županu gospodu Marku Virogu in občinskemu svetu občine Beltinci za dobro upravljeno delo, ki smo ga upravili za dobrobit naše občine Beltinci v minulem mandatu. Vsem izvoljenim čestitam k izvolitvi in želim konstruktivno delo in dobro sodelovanje v mandatnem obdobju 2022-2026, ki je pred nami. Na podlagi 15.b zakona o lokalni samoupravi, 16. in 17. člena statuta občine Beltinci, uradno glasilo številka 47/19 ter 7. člena poslovnika občinskega sveta občine Beltinci, uradno glasilo številka 47/19, začenjam prvo konstitutivno redno sejo občinskega sveta občine Beltinci in predlagam obvezni dnevni red seje. Prva točka, ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov občinskega sveta občine Beltinci. Druga točka, poročilo občinske volilne komisije občine Beltinci in posebne občinske volilne komisije občine Beltinci o izidu volitev v občinski svet občine Beltinci in volitev župana. Tretja točka, imenovanje mandatne verifikacijske komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditev mandatov članov sveta in ugotovitve izvolitve župana. Četrta točka, poročilo mandatne verifikacijske komisije in potrditev mandatov članov sveta. Poročilo mandatne verifikacijske komisije in ugotovitev izvolitev župana. Šesta točka, slovesna prisega župana občine Beltinci in izjavo o načinu upravljanja funkcije. Sedma točka, imenovanje komisije za mandatno vprašanje volitve in imenovanje občinskega sveta občine Beltinci. V dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in ne odloča. Tako da gremo na prvo točko dnevnega reda, to je ugotovitev števila navzočih novo izvoljenih članov. Što je to? Z dvigom rok ga vidimo, če ste prinesli mandate, potrdila. Samo dvignite ruko, tako vidimo, ko vas je. Hvala lepo. 19, povidite 19. Pod prvo točko dnevnega reda ugotavljam, da smo sklepčni, saj smo do začetka seje prejeli 19 mandatov za svetnike in en mandat za župana. Odpiram razpravo po to točko. Ima kdo kaj tu dodati? Vidim, ko ne, zaključujem razpravo in tudi točko dnevnega reda. Povišli na drugo točko dnevnega reda. Tu pa prosim predsednico občinske volilne komisije Valerijo Mes-Forjan, da nam poda uradno poročilo o poteku volitev in izidu volitev. Spoštovani, lepo pozdravljeni v imenu občinske volilne komisije in v svojem imenu iskreno čestitam županu Marku Virogu o ponovni izvolitvi ter izvoljenima članicama in članom občinskega sveta občine Beltinci.
Iz obeh poročil bom izpostavila samo najpomembnejše podatke. Občinska volilna komisija je ves čas trajanja volilnih opravil skrbela za dosledno izvajanje in upoštevanje predpisov, ki urejajo področje lokalnih volitev. V postopku kandidiranja ni prejela nobenega ugovora. Glasovanje in delo na predčasnem in vseh 9 voliščih je potekalo nemoteno. Zaznane ni bilo nobene kršitve volilnih opravil, ki bi vplivala na rezultate volitev. Prav tako ni bil vložen noben ugovor, ki bi nakazoval na nepravilnosti pri delu volilnih odborov. Zahvalila bi se vsem članom volilnih organov, ki so s svojim delom prispevali, da smo letošnje redne lokalne volitve uspešno in brez zapletov zaključili. Trenutno potekajo opravila za naknadne volitve, ki jih je občinska volilna komisija razpisala zaradi manjkajočih članov v svetih krajevne skupnosti Lipovci in Melinci in se bodo opravile 8. januarja naslednje leto. Te volitve potekajo čisto neodvisno od rednih lokalnih volitev. Zdaj pa nekaj statističnih podatkov. Na volitvah dne 20. novembra je imelo po volilnem imeniku pravico glasovati 6854 volivcev, kar je 111 manj kot leta 2018. Glasovalo jih je 2801 oziroma 40,87%, vključno s predčasnim glasovanjem, ki se ga je udeležilo 56 volivcev, in z enim volivcem, ki je glasoval po pošti. Od 3 poslanih volilnih kart je bila v roku po pošti vrnjena samo ena. Oddanih je bilo 2799 glasovnic, od tega 2555 veljavnih, 2444 je bilo neveljavnih. V naši občini volitve potekajo po proporcionalnem sistemu. Glasuje se o listah kandidatov v 3 volilnih enotah. Izračunavanje mandatov v proporcionalnem sistemu poteka s pomočjo Harejeve formule in metode D'Hondtovih količnikov. Glede upoštevanja preferenčnih glasov se je upoštevalo izpolnjevanje pogojev iz 18. člena Zakona o lokalnih volitvah. Na koncu, da tudi moj tajnik, gospod Štefan Činč, predstavi tudi podrobno te izračune po teh 2 količnikah, ki sem jih povedala. V skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah so liste kandidatov po posamezni volilni enoti dobile naslednje število mandatov v občinskem svetu in izvoljeni so bili naslednji kandidati na listi. Skupaj delamo je dobila 7 mandatov. Po 2 mandata v prvi in drugi in 3 mandate v tretji volilni enoti. V prvi sta izvoljena Metka Lipič-Baligač in Igor Adžič, v drugi Dejan Klemenčič in Leon Sreš, ter v tretji Ivan Zajc, Jasmina Jakob in Igor Bakan. Slovenska demokratska stranka je dobila 3 mandate, 1 mandat v drugi in 2 mandata v tretji volilni enoti. V drugi je izvoljen Franc Kovač, v tretji sta izvoljena Jožef Erjavec in Miran Mavčec. Gibanje Svoboda je dobila 3 mandate in sicer v vseh 3 volilnih enotah po 1 mandat. V prvi je izvoljen Roman Činč, v drugi Aleš Poredoš in v tretji Željko Ritlop. Nova Slovenija, krščanski demokrati, je dobila 2 mandata in sicer v prvi in drugi volilni enoti. V prvi je izvoljen Jožef Ferčak, v drugi Janez Koštric. Socialni demokrati so dobili 1 mandat, v drugi volilni enoti je izvoljen Primož Ozmec. Slovenska ljudska stranka je dobila 1 mandat, v prvi volilni enoti je izvoljen Bojan Glavač. Levica je dobila 1 mandat, v prvi volilni enoti je izvoljen Tomaž Ros. Ugotovljeno je, da so za naslednje mandatno obdobje v občinski svet občine Beltinci izvoljeni vsi prej imenovani kandidati. Za župana občine Beltinci je izvoljen Marko Virak.
Občinska volilna komisija je na zadnji svoji seji zopet razpravljala glede enakomerne številčne porazdelitve volivcev v Beltincih med obe volišči. Na letošnjih lokalnih volitvah je bilo v volilnem imeniku na volišču Beltinci 2 vpisanih 359 več volivcev kot na volišču Beltinci 1. Ta številka se vsake lokalne volitve povečuje. To posledično vpliva na delo in potrebna opravila volilnega odbora na tem volišču na dan glasovanja. Na navedeno razliko smo opozarjali že leta 2018. Ureditev tega je v domeni občinskega sveta in bi jo bilo smiselno obravnavati in urediti najpozneje do naslednjih lokalnih volitev. Po priporočilu Ministrstva za javno upravo bo naša komisija na občinski svet naslovila dopis glede težav pri vlaganju kandidatur, ki so se letos prvič pojavile pri 2 krajevnih skupnostih. Tu je mišljen razmislek glede pravne ureditve statusa krajevnih skupnosti v prihodnje. Na koncu bi vam zaželela uspešno in učinkovito delo, ki naj še naprej poteka v smeri uspešnega razvoja naše občine. Hvala lepa. Hvala lepa za uradne rezultate. Zdaj pa še vabim predsednika posebne volilne komisije občine Beltinci Dovoda Korena za poročilo. Gospod Dovor Koren se je opravičil, ker ima ene službene zadeve. Jaz sem bil tudi tajnik posebne občinske volilne komisije, pa dovolite, ko te statistične podatke dejansko tudi povem. Se pravi, po zakonu o lokalne samouprave ima občina Beltinci pravico do enega občinskega svetnika predstavnika romske skupnosti. Skupaj je bilo v volilni imenik vpisanih 63 volivcev, od toga 37 v Beltincih, 1 in Beltinci 2, še en dodaten v Bratoncih, 1 v Dokležju 20, v Gančanih 1, v Vižakovcih 2, pa v Lipi 1. S potrdili dejansko ni glasoval nihče, rezultat glasovanja je zaradi števila volivcev dejansko poleg volilnih odborov ugotavljala tudi posebna občinska komisija. Glasovalo je 20 volivcev, od tega 18 v Beltincih, 2 v Dokležju. Oddanih glasovnic je bilo 18, 2 sta bili neveljavni na volišču v Dokležju, tako da se ugotavlja, da je z 18 glasovi dejansko izvoljen občinski svetnik, predstavnik romske skupnosti Dušan Horvat iz Beltinec 9. Pa, če dovolite, bi še tisto povedal, da kak je moja predsednica volilne komisije povedala, se pravi, ker smo imeli par problemov okoli toga, kako se po zakonu o lokalnih volitvah dejansko delijo oziroma ne delijo mandate. Se pravi, tukaj imamo na ekrane, koliko je bilo skupno število glasov oddanih za posamezno listo v prvi, drugi in tretji volilne enote in skupaj oddano število glasov. Se pravi, dehont se računa tako, da se od skupnega števila glasov na ravni občine delijo zadeve z 1 pa do 18, recimo. Dobro, pri nas ne je bilo potrebe, ko bi naprej šteli kako do 7, ker je 7 pač maksimalno število, kako je kera lista dobila. Kako se zadeva dejansko predstavi, se pravi, to so od 870 deljeno z 1, deljeno z 2 in tako naprej in dobimo količnike. Se pravi, to so količnike, ker so tudi rangirani od največjega do najmanjšega. Mandate se pa potem delijo tako, ko se po količniki iz 15. člena dejansko izračuna od vseh prejetih glasov deljeno z številom mandatov v posamezni volilni enoti, se pravi, tudi dobimo en količnik. Potem prejeto število glasov za posamezno listo delimo se tem količnikom in dobimo tam, kjer je nad nič številka, se pravi, direktne mandate. Potom je zdaj 2, se pravi, direktna mandata dobila lista Skupaj delamo v prvoj volilni enoti, v drugi volilni enoga in v tretji volilni enoga. Stranka SDS je v tretjoj volilni enoti dobila direktni mandat. Se pravi, te moramo kot prve nekako označiti, kakšni recimo, pa te, pa tu poiskati, se pravi, oziroma ne sem dobro kliknil, pardon. Tak. Se pravi, tu imamo 4 mandate, pa tu imamo en mandat direktni kot takšni.
Uporabili pa smo zdaj že po dehonti, se pravi te količnik, toga smo uporabili, 435, to je te, 290, 217,5. Da odštejemo te direktne mandate, dobimo te ostanke glasov, to je bil tudi del od poročila občinske volilne komisije in zadeva se zdaj rešuje dalje po vrsti, se pravi po ton rangi, kak je tu bil dejansko napravljen. Se pravi 397 glasov je dobilo Gibanje Svoboda, malo drugače, če to ga označimo, takole. In v toj drugi tabeli imamo ostanke glasov po Harjevem količniku, ugotavljamo, ko je največ bilo v volilne enote 2. Tako tu je prvi mandat od Svobode dejansko zdaj prišel, tako imamo tu enoga. Naslednji 349, to je prvi mandat za Novo Slovenijo, Krščanske demokrate. Ugotavljamo, kje je to bilo, se pravi tudi v volilne enote 2. Imamo tu že 2 mandata. 231,5, to je SDS, v trojke je najvišji ostanek enega. Toga smo uporabili glizaj. 198,5, to je naslednji od Gibanja Svoboda. V enke. Naslednji 174,5, a toga smo glizaj imeli, pardon. Ne, to je Novo Slovenija, se pravi, Krščanski demokrati, drugi mandat, kak takšni. To sem zdaj tu nekaj nedobro kliknil, verjetno. Te mora biti, to je bilo prejšnje. Pardon. Te je bil 198,5, smo pa pravili pri 174,5, se pravi toga. Zdaj bi ga gli pobarval, recimo to je naslednji v Nove Slovenije v prvi volilne enote. Tak, 174, to je te, ki skupaj delamo, te je v dvojke, tak se pravi, tu že imamo 2, tu imamo 3, tu imamo enoga, 157, prvi mandat za Socialne demokrate, najvišji ostanek je v volilne enote številka 2. Takole, imamo 4. Toga smo uporabili. 154,33, SDS. V dvojke. Tak, imamo tu 5 in s tem vidimo, ko smo volilno enoto 2 dejansko zapolnili, to je 6 mandatov v druge volilne enote. To je bil te, ko smo uporabili, naslednji je 154, to je SD, ne SLS, ker bi sicer prišel v drugo volilno enoto po ostanki, kak takšen, ker je bil največji, ampak ker je ta volilna enota zdaj že dejansko puno, je šel v drugo največji ostanek, se pravi v volilno enoto 1. Tak. 154 smo imeli, 144, te, za Levico. Levica ima najvišji ostanek v enke, še imamo fraj, takole, imamo te 4, smo uporabili,
132, 33. Toga sem prije očitno pretipkal, to mora biti teh 145. Ne, tega imamo dejansko, pardon. To je Gibanje Svoboda v 3. volilno enoto. 2. To smo imeli. Pa še zadnji od toga gibanja, se pravi 2. To smo eno očitno zapisali, 145. 2 v trojko praktično pridete, tako tu je 4. Ker je prej že bila tudi volilna enota 1 dejansko napunjena in sta tu 2 mandata za skupaj delamo listo. Zdaj, predsednica je omenila tudi, da mandate imamo razdeljene dejansko, ker določbe katerega člena ti pridejo v poštev, da se za mandate iščejo ljudje, se pravi, ali je to prvi z liste, ali pa sta izpolnjena oba pogoja iz 18. člena, se pravi, da je skupno lista dobila več kot 25 preferenčnih glasov, posameznik pa več kot 10%, tako da po vseh imenih imamo tu poleg tudi povedano, ko je praktično edino en mandat od Svobode ne bil po preferencaj, ne glede na to, ker zaporedna številka je pač na listi bila tudi tam, kje je ena, pa je bil človek dejansko s preferencami izvoljen, imamo pri toj koloni PG oznaku, da. Tako, hvala lepa. Če imaš to kakšno vprašanje, pa lepo še pojasnimo. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če imaš to kakšno vprašanje glede toga. Slišali smo, ko na izvoljene člane ne je bilo pritožb, pa ne je nikaj za edino, ko je razlago delal za te dodatne glasove. Zdaj pa, če še imaš to kakšno vprašanje, zvezi volitev. Zdaj še imamo komisijo tu. Ugotavljam, ko nema nišče nikaj, pa zaključujem to točko dnevnega reda in se volilno in občinski komisiji najlepše zahvaljujem. Mi pa gremo na 3. točko. Po 3. točko dnevnega reda moramo izvoliti 3-člansko mandatno verifikacijsko komisijo. Tu bi jaz predlagal, ko sem dobil na mizo člane, in Igor Adžiča bi predlagal za predsednika, za člana bi Molče Smirano, pa drugo člana Poredoš Aleša. Imaš to kakšen drugi predlog? Vidim, ko ne. Se strinjamo, ne? Te pa lejko glasujemo. Ugotavljam navzočnost. Glasovali bomo z dvigom rok. Hvala lepo. Navzoči je vse 19 članov. Glasujemo za ta predlog, moj, ko sem ga iznesel, tudi z dvigom rok. Hvala lepo, soglasno. Potrdili smo mandatno komisijo, zdaj bo predlagan 10 minut na pauzo, pa prekinjam sejo, ko komisija opravi svoje delo. Nadaljujemo sejo in po 4. točko prosim predsednika te mandatne komisije, ko nam da poročilo. Vsem skupaj v novem mandatnem obdobju 2022-2026 en lep dober večer. Upam, da bomo tudi konstruktivno in pa zelo hitro tudi delali, kakor je tudi danes delala mandatno verifikacijska komisija. Le-ta ugotavlja, ko je bilo predloženi vseh 19 potrdil o izvolitvi za člana občinskega sveta občine Beltince. Vsi so tudi prisotni. V pritožbenem roku ni bila podana po običajni poti nobena pritožba zoper nepravilnosti v postopku volitev, zato tudi smatramo, da so izpolnjeni pogoji, ko v naslednjem koraku občinski svet potrdi vseh 19 mandatov za naslednje mandatno obdobje. Hvala. Hvala lepo. Potrdijo se mandati članov občinskega sveta občine Beltince. Igor Adžič Igor, rojen 13.8.1965, stanujoč Cvetno naselje 4 Beltince.
Bokan Igor, rojen 22.4.1971, stanujoč Gončani 92. Činč Roman, rojen 24.10.1962, stanujoč Beltinci, Travniška ulica 16. Rjavec Jožef, rojen 22.9.1949, stanujoč Lipovci 68. Ferčak Jožef, rojen 8.4.1955, stanujoč Lipo 67a. Glavač Bojan, rojen 6.2.1982, stanujoč Beltinci, Partizanska ulica 17b. Jakub Jasmina, rojena 31.7.1990, stanujoč Lipovci 103. Klemenčič Dejan, rojen 21.7.1975, stanujoč Glavna 107 Dokležovje. Koštric Janez, rojen 7.8.1950, stanujoč Melinci 308. Kovač Franc, rojen 11.5.1969, stanujoč Melinci 78a. Lipič Boligač Metka, rojen na 1.10.1966, stanujoč Beltinci, Cankarjeva ulica 8. Movčec Miran, rojen 5.4.1972, stanujoč Gančani 178. Ozmec Primož, rojen 31.10.1998, stanujoč Melinci 104a. Poreduš Aleš, rojen 23.7.1974, stanujoč Ižekovci 60. Ritlub Željko, rojen 12.4.1975, stanujoč Gančani 165. Rovs Tomaš, rojen 11.8.1983, stanujoč Prekmurska 10 Beltinci. Sreš Leon, rojen 27.4.1992, stanujoč Melinci 157. Zajc Ivan, rojen 14.12.1958, stanujoč Lipovci 184. Horvat Dušan, rojen 19.5.1974, stanujoč Poljska 9G Beltinci. To so člani občinskega sveta, ko moramo potrditi. Kak je prav predsednik mandatne komisije, na te predloge ne je bilo nobenega ugovora oziroma pritožbe, tako da smatram, ko to lejko mi potrdimo v paketi, ko ne bomo to drobili, če se strinjate. Kak? Ja, županom pa po drugo točko. Tako ugotavljam prisotnost. Hvala lepa. Zdaj pa glasujemo. Hvala lepa, enotno vsi za. Tako te smo potrdili mandate. Vsem izvoljenim čestitam k izvolitvi in želim konstruktivnega dela in dobrega sodelovanja v mandatnem obdobju 2022-2026, ki je pred nami. Zdaj pa gremo na 5. točko dnevnega reda. Zdaj pa prosim poročilo mandatne verifikacijske komisije o mandatu župana. Mandatno-verifikacijska komisija ugotavlja, da na postopek izvedbe volitev za župana ni bilo nobene pritožbe. Župan je predložil tudi potrdilo o izvolitvi za župana. S tem ugotavljam, da je župan Marko Virak novi župan občine Beltinci za naslednje 4 leta oziroma za mandatno obdobje 2022-2026, zato njemi vse čestitke, kako tudi čestitke s prej potrjenimi 19 mandati za svetnike občinskega sveta občine Beltinci, potem zahvala volilni komisiji, vsem volilnim odborom, vsem drugim, ki so skrbeli za korektno izvedbo lokalnih volitev pred dobrim mesecem dni in pa seveda željo po dobrem sodelovanju v bodoče. Hvala. Hvala lepa. Ugotavljam navzočnost.
Hvala. Zdaj pa glasujemo o mandatu za gospoda župana. Enotno, hvala lepa. Novemu županu iskreno čestitam za... Novemu županu iskreno čestitam za ponovno izvolitev, želim pošteno in uspešno delo v drugem mandatu ter dobro sodelovanje z občinskim svetom in občinsko upravo. Zdaj pa prosim, ko me zamenja na tom delovnem mestu. Vi tvoje bi falilo. Hvala lepa seveda najprej za izkazano zaupanje. Kako je predsedujoči do sedaj Joži povedal, zaključuje 5. točko. Hvala lepa tudi tebe, da si bo prav spet po 4 letih ponovno pokazal, ko ti je tudi to ne odveč, pa tudi to ti ide. Kar se pa tiče seveda zdaj naslednje 6. točke, pa bo prav je tudi moja slovesna zaprisega, sestavni del bom prav nastopa novega mandata, to je tudi v skladu z poslovnikom oziroma statutom, tako na kratko malo podal nekaj videnja. Seveda, spoštovane svetnice, svetnike, drage občanke in občane, najprej tako, kot je že bilo povedano, hvala za izkazano zaupanje tako vam kot meni na zadnjih volitvah. Vsak dan znova se bom z svojo ekipo, občinsko upravo, verjamem tudi z vami, po najboljših močeh trudil, da to zaupanje s trdim delom upravičimo. Tako kot v prejšnjem mandatu, tudi v tem mandatu bodo vrata ne samo župana, ampak tudi vseh sodelavcev na občini odprta za vse. Predvsem pa je pred nami obdobje, kjer bomo seveda deležni veliko novih izzivov in verjamem, da bomo vse te izzive dosegli. Predvsem pa bi lahko vedel, da ni izziva, ki ga ne bi uspeli doseči s ciljem, da spreminjamo stvari na še boljše. Boljše tako za tiste, ki tu živimo, kot tudi za tiste, ki se v našo občino s takšnimi ali drugačnimi motivi oziroma interesi vračajo. Seveda, kot sem že povedal, iz čestitke ob izvolitvi tako dvema svetnicoma kot 17 svetnikom. Hvala tudi za čestitke, ki ste mi jih izrekli. Prav tako čestitam tistim predstavnikom, ki so bili izvoljeni v krajevne skupnosti, na katerih ponavljamo oziroma imamo volitve, da zapolnimo prosta mesta. Volivci so nam seveda naložili odgovornost, da bomo tudi v bodoče sprejemali odločitve, ki bodo v največji možni meri v dobrobit vseh občank in občanov in ki bodo v skladu z zakoni. Sprejemanje teh odločitev pa seveda terja odgovornost vseh nas, ki bomo oblikovali našo občino. Verjamem, da imamo znanje, verjamem, da imamo voljo in verjamem, da imamo tudi pogum za spremembe na še boljše. Kar nekaj seveda tudi novih obrazov v občinskem svetu, to so lahko tudi znamenja za še boljše nove čase, kajti preteklost je učiteljica, ki nas uči, da moramo tudi v prihodnje sodelovati za dobro vseh občank in občanov in skupaj delati naprej, kajti samo s sodelovanjem vseh, tako nas, ki smo zasedli mesta v najvišjih organih občine, kot tudi vas, občanke in občani, je tisto, s katerim lahko stvari premikamo v še boljšo smer, kajti vsaka veriga, kakor tudi družba je močna samo toliko, kolikor je močen njen najšibkejši člen. Na nas je, da poskrbimo, da bo tudi ta naš najšibkejši člen čim bolj močen. Jaz verjamem, da bomo nadaljevali z delom tako kot v preteklem mandatu, torej, da bomo na nivoju, ki pritiče drugi največji občini v Prekmurju in da bo tako, da bomo ali pa da bodo na nas ponosni. Jaz verjamem, da bodo naše odločitve občini Beltinci prinesle nadaljnji razvojni preboj, da bomo še izboljšali kakovost življenja in dela na vseh področjih.
pa naj si gre za delovanje občinske uprave, ki postaja učinkovit in ažuren servis za občane, ali ustvarjanje pogoja za najboljšo občino v Sloveniji pri sobivanju starejših in mladih, naj si gre za dobro pripravo proslav in drugih dogodkov ali za ureditev potrebne infrastrukture. Naj si gre za ustvarjanje takega poslovnega in podpornega okolja, v katerem bodo naši obrtniki in podjetniki lahko obstali in širili svoje delovanje, oziroma da bomo v naše okolje uspeli privabljati nove investitorje, ali pa tudi, da gre za tako kot okolje, v katerega se bomo vsi radi vračali, predvsem tisti, ki so morda odšli iz naše občine in da bodo imeli razloge, da se čim prej vrnejo. Seveda nas ne čaka samo vse dobro, ampak smo v času, ko želja po dobrem je tista, ki začne prevladovati, niti za hip ne smemo spregledati seveda številnih stisk in težav ljudi. Da jih bomo rešili, torej potrebujemo spodbudo, navdih, samozavest, kajti skupaj zmoremo, potrebujemo tudi optimizem, pogum in pa ponos. S tem želim, da imamo razloge, da smo ene na drugega in na našo občino ponosni, in hvala res vsem, ki so do sedaj opravili dobra dela in sprejeli odločitve, ki so postavile temelje naše občine, na katerih smo gradili in bomo gradili tudi v bodoče. Vsem tem, pravim vsakemu posebej en velik hvala. Kar se pa tiče našega sodelovanja, svetnic in svetniki, si želim, da tudi mi v naslednjih 4 letih opravimo dobro delo, odlično delo, na katerega bomo oziroma bodo ponosni. In tako kot sem povedal, opravljamo ga dostojanstveno, dostojno, spoštljivo. Občino Beltince res naredimo tako, da bomo na njo vsi ponosni, in to od najmlajših do najstarejših, od obrtnikov in podjetnikov do kmetovalcev, od naših članov društev do tistih, ki živijo morda v takšnih in drugačnih stiskah, za vse, kajti občina Beltinci smo mi vsi. Spoštovane in spoštovani, prisegam, da bom vestno in odgovorno v skladu z Ustavo Republike Slovenije, Evropsko listino lokalne samouprave, zakonom, statutom občine in občinskimi predpisi opravljal dolžnosti župana, spoštoval interese in potrebe lokalne skupnosti in deloval za blaginjo občank in občanov ter za napredek in razvoj občine Beltinci. Hvala. S tem smo izčrpali tudi 6. točko dnevnega reda in pa prehajamo na zadnjo 7. točko, in sicer to je imenovanje komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Gre za komisijo, ki mora biti čim prej sklicana, kajti od te komisije je marsikaj odvisno, še posebej, ko se bomo začeli pogovarjati o sestavi stalnih delovnih teles. KMVVI, skrajšani obliki, je napisano tako v poslovniku kot v statutu. Jasno so navedena tudi prvič število in pa predvsem njene pristojnosti. Zlasti seveda je tista, ki občinskemu svetu predlaga kandidate za sestavo delovnih teles, drugih organov, ki jo imenuje svet, opravlja naloge v zvezi s preprečevanjem korupcije, svetu ali županu daje pobude in predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, pripravlja predloge odločitev sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev, članov občinskih organov in delovnih teles, ravnateljev in direktorjev javnih zavodov, javnih agencij in skladov ter direktorjev javnih podjetij in tudi izvršuje določene odločitve sveta. Se pravi, gre za eno najbolj pomembnih komisij, brez katere delovanje občinskega sveta tudi ni možno. Nekako smo se že pogovarjali in smo prišli do spoznanja, da se lahko komisija, se pravi za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, tudi danes z imeni in preimki predlaga. Zato bom nekako predložil predlog, ki je bil izkristaliziran na teh dogovorih. Seveda, če bo kdo želel morda povedati še kaj drugega, je razprava temu namenjena. Smo pa nekako torej dorekli več ali manj naslednjo sestavo, in sicer kot predsednika se predlaga Mirana Mavčeca, Gančan iz
178, potem Igora Adžiča, Ravenska cesta 21C, naslednji član je Dejan Klemenčič, Dokležev je glavna 107, tretji član Aleš Poredoš, Ižakovci 60 in četrti član Jože Ferčak, Lipa 67A. To so predlogi poimenski za komisijo za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja. Seveda odpiram razpravo, če ima morda kdo kak drug predlog. Če ni razprave, potem zaključujem z razpravo in pa prihajamo na glasovanje o tem predlogu, se pravi članov komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja, kot so bili povedani. In prosim najprej seveda z dvigom rok za prisotnost. 19, hvala, glasujemo, kdo je za sestavo te komisije. Soglasno, hvala lepa z 19 glasovi, tako da smo torej tudi 7. točko zaključili, s tem smo zaključili tudi prvo konstitutivno sejo. Jaz verjamem, ko bomo nadaljevali z takim tempom, kot smo si ga zastavili v prejšnjem mandatu, kar nekaj vas je tistih, ki smo že delali, nekaj vas je novi, tako kot sem povedal, jaz verjamem, da bomo tvorno, složno, predvsem pa v luči čim hitrejšega in čim učinkovitejšega delovanja na vseh področjih res občino Beltinci še premaknili na boljše. Tako da čestitke še enkrat, hvala lepo in pa pogumno naprej. Mi bo prav župan, občinska uprava pa se zavezujemo, da bomo, tako kot smo do sedaj delali, dobro nadaljevali oziroma še boljše. Hvala lepo in pa lep večer.